temnilo in rahlo silo in ljubi večer, kot je zdaj. 166 let in 2 dneva je od takrat, ko je ta svet zapustil en velik mojster besede, ki je izdal nagradno vprašanje, poezije seveda. In danes je z nami, vem, niste računali, da tja, in danes je z nami vsestranski, tako mojster besede kot mojster glasbe, ki je izdal poezije in jih posvetil svoji Evi in med drugim zapisal takole: Nocoj igramo za vas. Dragi gostje, nocoj kot že 100-krat, nocoj kot še nikdar, zapeljemo vas, pozabimo vas tam, kjer spomin se začenja, tam, kjer končuje se čas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas. Nocoj igramo vino, ljubezen in greh, spomine, gostije in žur. Nocoj igramo toplino in smeh, veselje, začetke in dur. Dame in gospodje, z nami je Vlado Kreslin. Pa na začetku, Vlado, kakšen je bil tvoj Prešernov dan? V čem je bil Prešeren 2 dni nazaj, glede na to, da je danes, današnji dan tudi malce poklon prazniku kulture? Šel sem v malo ulico gledati nastop Roze. Odličen nastop za otroke. Potem smo šli pa na Prešerna poslušati. 12. branje. Prebiranje. Poznamo te, Vlado, seveda najprej kot glasbenika, pevca v mnogih različnih vlogah in pa seveda v zadnjem času, ne samo v zadnjem času, tudi kot pisca, svoje pesmi, nekatere od tistih, ki jih igraš, in tudi nekatere, ki jih ne, so zapisane najprej v Risk in Jok, potem so tu poezije, prej bila pesmarice, ki je malce na drugačen način zasnovana. In konec koncev tu Slovenci, zgodba o Beltiški bandi, ki je bila verjetno čisto posebna sreča v tvojem življenju. Prej sem ti rekla, da si jih na orto ujel in si rekel, ja, res na orto si še ujel, pravzaprav ne samo njih, pa tudi zgodbe. Vsem tem bova govorila. In pa seveda Vlado Kreslin, Slovenija in jaz, skoraj neverjetna zgodba, ki se je zgodila pravzaprav z Američanko Ruth Dupre iz Teksasa. O tem bova govorila, no, ampak najprej me zanima, ko se ti zapiše pesem, je pa zapisana, greš na oder, jo poješ, jo podoživljaš vsakeč znova. Kaj pa, ko je zapisano v knjigi? Kaj se zgodi zdaj s to pesmijo? Ali je kaj bolj dokončna? Kaj se v tebi zgodi? Ne vem, ko pa prebereš, ko jo vidiš v knjigi svojo pesem. Verjetno je ta literarni okvir drugačen od tistega, ki ga nosiš, ne vem, na odre kot glasbenik ali pač. Težko vprašanje? Ja, so težka. Jaz moram reči, da sem jaz ratov stihoklep besedilo pisecem ponuji, ker sem bil pevec, ne? In ker pevec mora nekaj zapeti, smo rabili besedila, ne? In moj tedanji šef benda je rekel, kdo bo za besedila pisal, ti največ. A to je bilo še pri Apolu ali kasneje? To je bilo malo pozneje, to je bilo pri Horizont. Ti največ knjig prevedeš, ti boš besedila pisal, tako da. Jaz nisem bil tisti fantič, ki bi v Beltincih po šoli šel domov, najprej v glasbeno, pa doma ves otožen pesmice pisal, ne. Mene še toliko niso mogli krutiti, da bi me v glasbeno šolo dali, ja, veš, mislim. Mi smo imeli svobodo, mi smo imeli poljane, mi smo imeli muru, mi smo imeli naravo. Kasneje si imel motor, s katerim si ušel policajem, kako je že bilo? Marskaj, hoče reči, da bi zdaj glih pesmice pisal, se me še pretepli moji kolegi, veš, ne. Da sem začel besedila pisati, ko se narabo v ansamblu besedila za 5, ne. Tako sem jaz prišel noter, ne. Tvoja prva pesem, se jo spomniš? A se je sploh raje ne? Ja, mislim, spomnim se malo tako. Se tako neumno vladam. Zato včasih se je ne želijo spomniti. Ne, se ne čudejo, ampak takrat smo, a veš, že v mladi bendi to, imeli smo melodijo, smo imeli in pol je trebalo nekaj nalepiti gor besede, ne. Veš, ne, pol je trudil si se, da bi bilo čim manj neumno, ne, tisto, ko si gor nalepo, ne. Kako je pa zdaj?
pogostoma najprej glasba, ki se vrti nekje v glavi, ki se nekje dogaja, pa potem besedilo ali obratno, ali je to čisto odvisno od vsake skladbe posebej? Ja, to še zdaj ne vem, kako v bistvu to gre. Včasih je eno, včasih je drugo, včasih sodelujem, ne. Potem mi sodelavci prinesejo kakšne melodije, osnutke, ko delam sam, imam včasih melodijo najprej, včasih imam besedilo, besedi pravila, ne. Vem, da rad prebiraš biografije večjih in manjših glasbenih legend. Kaj pa, ko bereš te ljudi, ne? Kaj recimo bi bil Vlado Kreslin, če ne bi bilo Elvisa, če ne bi bilo Beatlov, če ne bi bilo Stonesov, če ne bi bilo kasneje Boba Dylana, nekako, ali pa Radio Luksemburg, ne, ki te je pravzaprav okužil, kot piše v knjigi Ruth Dupre, tudi s tem, da si pravzaprav rock'n'roll bil tvoj svet, začutil, da je to tvoj svet. Kaj bi bil? Si imel kakšen drug, tak, ne vem, interes, željo, ne vem, biti... Pilot. Ja? Ne? Pa sej letiš zdaj, na drugačen način. Jaz sem rojen 29. novembra in ko sem bil star prvi na drugi razred osnovne šole, so prišli novinari iz Pomurskega vestnika, so iskali po Pomurju ljudi, otroke, ki so stari v tem prazniku, ne. Tem je zdaj moja slika še tam nekje, mama jo ima. 29. november, jaz sem fantiček tam na sliki in naslov je Ko bom velik, bom pilot. To se mi zelo najbolj bombastično, če to povem, ne. Nikoli ne zanimalo, ker se mi vrti višina, ne, hecno se. Ampak to, kar se zdaj omenila, te avtore, dobro, Elvis moče še najmanj, ne. Tisti, ki so prišli za Elvisom, so pa meni v bistvu odprli svet. S tem, da sem jaz tisti mali vasici, ne, kjer v eni takšni vasi, jaz se spomnim, da sem mnogo let ko sem bil študent, ko sem bil v gimnaziji, sem si namerno kupil športske novosti, ne vem, to je bil en časopis, sicer hrvaški, jugoslovanski, da sem se lahko vključil v pogovor s svojimi, razumeš, svojo generacijo, ne. In ko je prišlo pa ven, ko so prišli pa Stonesi ven, ta upor, ta svet, sem rekel, okej, ne bo treba športske kupovati celo življenje, razumeš. Tam je moj svet nekje zunaj me čaka, mislim, veš. Tam so nekje ljudje, ki se ne strinjajo samo s tem vse, kar je in požrejo vse, kar ljudje prinesejo na pladnjo, veš. Sem rekel, okej, bo, šlo bo, ne. Tako sem jaz z muziko prišel noter, ne. Kaj pa pisanje, kako si prišel pa pisanje, prej si rekel, ne, ko si začel pač, ko si moral pisati, ampak to, da se je utrnila misel, da želiš imeti svoje pesmi v knjižni obliki na tak način, kot jih imaš recimo v poezijah? Ja, najprej je bilo tako, da sem v bistvu besedila pisal in potem vem, da je prva knjiga, ki je bila, je nekdo izdal Zorano Prodino in meni eno, ne vem, če imam, to je njeno, tista mala knjiga. Na eni strani so bile moje besedila, meni njegove in ta je bila najbolj kradena knjiga na knjižnem sejmu leta tam, ne vem, 85. Ne? Dream Team. Ampak takrat so pač... Kak? Majhen format, ja? Ja, in pol so jo, čez 3 dni so jo zverigo, so jo imeli zavezano. No, pa hoče reči, takrat so knjige, v knjigo so uredniki, založnik dal najne pete pesmi, songe se pravi, ne. Sčasoma sem pol, kažem, naslednji, verjetno prva tista, Briskanje njog, tam so že ene stvari, ki niso zapete, ne. Ampak pol sem pa dobil spet nekšni klic dolžnosti, ko sem videl beltiško bando te stare gospode, ko je prvi odšel, ko je drugi že se počasi poslalal, sem začutil, da moram to zabeležiti, ne. Da se ni najdlo junaka v Sloveniji, ki bi v njih posnel kakšno trajnejši zapis, televizija ali filmare, ne vem kdo, ne. Da sem pač naredil to knjigo, ki je vse nekaj, ne. Venci. Ja, tako da so skozi bili neki porivi taki, zakaj sem te stvari delal, veš. Kaj če bi slišali eno zgodbo iz Vencev? Že. Ne še? Že? Da malo še počakamo, moram se segreti, ne moram tako. Mislim, da bi prebrala, ne, iz Vencev. Ne. No, ampak ta zgodba z beltiško bando, ne,
ko si rekel, da si slišal klic, ne, da pravzaprav zabeležiš en del preteklosti, ki bi šla z njihovimi odhodi, ne, z tega sveta, ampak vmes in prej ste pa delali glasbo, ki na začetku sploh ni bila tako lepo sprejeta, ne, z vse strani se bo pravzaprav, ne, kaj zdaj Kreslin, pa tam na nekaj ljudsko, pa ne ljudsko, pa etnologom ni bilo všeč, pa tistim ni bilo všeč, pa Prekmurci so te celo ograjali, da izkoriščaš, ne, pač to prekmursko, to, kar je posebnega, ampak kaj te je klicalo, da si pa vendarle to glasbo, ki je tako specifična, ne, da si jo peljal v svet, ker si jo, vi ste imeli potem po Evropi nastope in povsod. Mislim, zato je bil tudi potreben pogum, ampak kaj te je gnalo? In seveda, da si še zraven zapisoval vse to. Zdaj sem jaz imel v Cankarjevem domu za gosta enega imenitnega pevca Sevda Link, Sevdaha, bosanskega Damira Imamoviča, ki je sin Zajma Imamoviča in svojega deda, ki sta legendarna zbiralca od narodnega blaga in pevca in to so mitski ljudje v Bosni. In on tudi, kljub temu, da je star nekako 35, 36. In je podobno povedal, ne, da on res koplje po tej glasbi tam, ampak seveda, ko jo zapoje z kitaro, oziroma z bendom, ima te saze in vse te inštrumente, se zmeraj najdejo kakšne etnologi, muzikologi, ki ne paše. Tako da si me zdaj spomnil, podobno je bilo pač pri nas, tako da zdaj že vidim, da to vse bo vsod se to zgodi. Veš, Prekmurju, en novinar je jako pametno napisal, da razprodajam narodno blago, ne. Potem sem pa prebral Kurejšija, tega Hanifeva v intervjuju, da je rekel, da dokler je prodal 10.000 prve knjige, so vsi rekli, wow, Škoti, hudo, lepo nas je zdaj promovira. Ko je pa prodal 5 milijonov, so pa rekli, razprodaja naše narodno blago, veš. To je vse vsotne. Ja, veš kaj, mi smo začeli z bandom, smo... Vse velike stvari se, odločilne stvari se dostkrat zgodijo, ne same po sebi in jaz se nisem poznal, oni so igrali v naši gostilni tam do leta 62, ne, jaz, ko sem spal v svoji zibel, ki sem slišal skozi vrato, bum, 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 ko Jožek špilo, veš, ne, to je bil hud razvrat tam v zadnji sobi naše gostilne, ne. Ampak seveda, to je bil drug svet, ne, tako da jaz ni bilo blizu takrat, če ko si mlad, valjda, niti nisem upal. Ravno smo vsake toliko, ko smo se videli, mi bomo kdaj skrb špijali, to ne. In potem je bila ena birma tam, nekje zunaj, takšen pop-piknik in oni so špijali, jaz sem imel kitaro sobo in do jutra je prav se razpotegnilo, ne, z njimi se je zmeraj razpotegnilo do jutra, ne. In ker je to bilo konc 80-ih, smo takrat z mojim prijateljem v Prekmurju ustanavljali Zelene in Plut, pa vse ta gibanja smo takrat. In je bila ideja, pa je ta moj prijatelj rekel, ki je bil ustanovitelj Zelenih, je rekel, da bi to bil dober band, da bi igral na predvolilnih mitingih, oziroma na teh animirati ljudi za zeleno idejo. Boj proti hidroelektrarnom na Muri. Ja, takrat so bile elektrarne, seveda, ja, in vse to, no, pač, ne, da malo spomnimo Prekmurce, da nimamo samo polke pa pačka, da imamo tudi cimbale in violine, ves ta prekmurski blues in tako se je začelo, ne. So bili pa ti tvoji bandovski prijatelji, pravzaprav, so imeli tudi kondicijo, ne, po cele noči, pravzaprav pa v svojih 80-ih letih, 70-80 so bili nekateri stari, pa ste ga žingali pravzaprav po Evropi, po cele noči in tako, ne. Tudi mama, oče, Katarina in Milan. Kaj si se naučil od njih, ne, tudi, ne vem, živeti, zares živeti, ko pišeš o vencih, pravzaprav so te v marsičem, tudi učili čutiti življenje tukaj in zdaj, ne. Se mi zdi, da so bili taki živi, glede na tvoje opise in na tisto, kar lahko na DVD-ju recimo pogledamo. Čas je, ne, moraš. Par tedne je umrl moj prijatelj Kemal Montaigne, oni so imeli nekaj podobnega, oni so se skozi zafrkavali, tako v to, ne. To so ljudje, ok, to je več ali manj lastnost glasbenikov, muzikantov, ne. Da so se skozi hecali, da bila skozi Afrikancija, ne. A veš, ne. Montaigne je bil isti, ne.
In zmeraj je bilo obratno kot tisto, kar se je reklo. Ne. Če smo šli mimo gostilne, je Miško Baran šel pogledati, če je polna gostilna, in je rekel, ja, super je, prazna je, dosti placa je, pa smo zgor vedeli, da ni, da je polna, da smo tam ne. Mama ni želela peti kuplej raj, je rekla, da bi radi raje ljupe raj, tako? Ja, viš kaj, vsake toliko so imeli napade pobožnosti pa tega, ne, pobožnjakarstva, ne. In potem, ko so se peljali v Ljubljano, na snemanje tega komada, da je Micka peneze nazaj, so sklenili, da ona ne bo te besede pela, ne, katere besede. Kuperaj. No. In bolj je pela lumperaj. No, ampak na posnetku je kuperaj. Lumperaj? Res? Ni pela, kje? Če rekla, da ne bo. A pa je to obveljalo? Ampak fanti niso bili za kako? Oni so tudi, so jo podpirali. Tudi? Ček se mogoče lahko preberem kaj. Ja, dobro, zdaj. A je vrejo, da govorimo toliko teh? Je tebe zdaj, pa bomo šli potem naprej, se imamo veliko da povedati. Janče je bil violinist, on je, take, ko je bil mlajši, Brčice. In je bil voznik poštne kočije, ki je vozila filmske kolute. Se spomnite, kakšni filmi so bili včasih? Dva vranca, džija, in je zadaj na voza je vozil 3 kolute filma, naprimer Točno v poldne ali pa Prodajalka vijolic. Kaj, pa smo mi deca za njim laufali za kolom in smo rekli, Janči, kao vozite? Pa je rekel Janči, ne vem, nekšega kovbojskoga. In smo mi skočili na voz in smo videli, wow, Točno v poldne, Gary Cooper, pa to. Pa Steve Reeves, pa. Skratka, to je bil Janček. Nostalgija. No, Janček, povejte nam, kako je bilo včasih, da ste vi bili mladi. Sem vprašal Jančija pred polno dvorano. On pa se je v zadregi zdrznil. Ni rad nastopal z jezikom kot Jožek. In v takih prilikah se je počutil neprijetno. Pa se ga vendar še malo izzival. No, Janči, vejte nam. Zacumprana publika je z odprtimi usti čakala na zgodbo, na zgodovinsko observacijo. No, Janči, pa vejte, je bilo Bog še slabše. 90-letni muzikant se je nerodno sklonil do mikrofona. Čas je bilo. Pomolčal in se resno zazrl tja proti zadnjim vrstam. Trenutek, 2, 3. Le kaj razmišlja, je završalo skozi parter, gor do balkonov, v njemu pa se je obraz počasi razlegel. In rekel je, včasih je bilo to, kak zdaj. Lišno je bilo, slabo pa tudi. Pa se ga pa vprašal ga drugi, kako se to misli, da je isto, sem ne more biti isto, to je 60 let razlike. Kako da me je vlado? Pa pogledni, včasih so bile bande, zdaj so pa bendi. Kaj pa tista zgodba, ko so fantje oglasili svoje glasbile za to, da so se fotografirali? Na fotografiji morajo biti pač glasbile oglašene. Ampak oni so to resno mislili, je tako, ne? Ja, če tega spomnim in se spomnim, da mislim, zdaj, kako se to spreminja, ne? Da danes pomembno vse najprej PR, pa propaganda, pa videospot, pa kartice, pa mislim, skratka, dosti stvari je fake, ne, v tem show biznesu, ne, oni, ko smo se šli slikati, so najprej instrumente oglasili. To smo se slikali na sredi, enkrat smo se slikali na sredi pšenice, ne. Stojko nas je vozil 1 uro tja nekaj, neka polja, ne. In pol tiste bajze ven, violine ven, cimbale ven, najprej so 1 uro oglaševali, sem rekel, fante, se sam slika, oglaščen. To je bilo zelance. Ali, na primer, nikoli niso oni, mislim, oni so zmeraj špijali v živo, valjda, ne. In enkrat smo špijali v Moravskih Toplicah za televizijo nekaj, enkrat bilo.
In seveda, televizice so playback, vodno playback. Sem rekel, ja, playback, fant, se ne gre delati, to bo pa res katastrofa, če bo na playback. Danes seveda, njim je to jasno problem, ne. Najlažje je playback, ti pa pol podala izpadeš, to je njihov problem več, ne. In jaz pravim fantom, fantje, to bo zdaj na playback. Kaj bo? Sem rekel, vas se ne bo slišalo, ne? Ker je že posneto, mi samo špilamo, ampak ne bo se nas slišalo. On pa Janči mene tako potrepla, Vlado, nič se ne sekiraj, bo se slišalo. In potem je strgal struno, ker nikoli v življenju ni strune strgal, samo na playback. In res, struno je strgal. Ampak, veš, to je to, ne? To je bilo real, ne? Vse je bilo res, ne? Virtiška banda še danes na nek način obstaja, ne, z učenci vseh teh, ki so odšli. No, ampak če se zdaj preseliva pa na eno drugo zgodbo, zadnje knjige Vlado Kreslin, Slovenija in jaz, prej sem rekla, da je na nek način fascinantna, ampak tukaj fascinanten je najbolj, po mojem mnenju, tvoj odziv. Namreč, zgodba gre takole. Teksasčanka Ruth Dupre, koliko je stara? 50 plus, ne, tam nekje, je na YouTubeu našla Vladovo skladbo Rulet z Šageto, ne, z hrvaškim pevcem. In jo je tako obsedel, pazite, Teksas, ameriški jezik, slovenščina nikoli slišala, oziroma hrvaščina v tem primeru, oziroma oba jezika sta. In jo je tako pravzaprav res obsedel, ne, da je zbrala pogum po nekaj tednih, če se ne motim, lepo opisuje, in napisala Vladu Kreslinu v Slovenijo elektronsko pismo. Kako je že bilo povedala, da je krasen komad, da ne morem, mislim, da jo je uročil in to je bilo to, ne? Da piše glih eno knjigo in jo je končuje in ni vedela kako naprej, pol je pa ta komad poslušal, zdaj že 4 dni in je tako lepo končala, da se mi zahvaljuje in hvali pa. In seveda si ni v sanjah mislila, da bo čez nekaj tednov gospa iz Teksasa v Vladovem domu na večerji, pač ne, ki jo kuha njegova žena in Vlado igra v bistvu samo zanjo. Zgodba je pa ta, da je pravzaprav bila povabljena na koncert v Kranj in se je zaželela od svojega moža, vprašal je, kaj bi za Božič, pa rekla, jaz bi šla pa v Slovenijo na Vladov koncert v Kranj, pa je rekel, prav. Možje, ja, rekel je prav. In jo je odpeljal, on je pa že bil v Ljubljani, ne, je poznal pač Slovenijo kot čudovito deželo in poglej, prideta v Slovenijo in koncert odpade, ker so poplave. Mislim, pa to je filmsko. Ja, se še hujš. Še hujš. Še hujš, namreč, on je bilo karte za Božič za Cankarja. In bolj je moral službo nekam iti in je odpade, Imel je pa šla na naslednji koncert, tle je bil catch, tle sta meni všeč ratalo na dva, ne. Naslednji koncert, pa jaz naslednji koncert gledam na koledar Jonova, je v eni diskoteki v Kranju, zelo neugledni, če privede Cankarov pač, ne. In pa sem napisal, da to ni glih to, ne, da no zdaj, da bo četrtega ne bo, kar bi naj v Cankarov bilo, ne, vse tist, ne. Program, to drug pa vse, to je bilo rock and roll tam, ne, mislim, flaše letijo po ono, ne, v 3 zjutraj pa to, ne. Sem se mislil, tja ziher nota šla, ne, ampak s to prostodušnostjo ameriško, ne, ja, seveda, prijeva, ne, sem rekel, ok, te so to pravi, ne. In potem sem rekel, pridite, ne, in so bile glih poplave to 2010 in 3 dni prej oni meni javijo, en teden, še zdaj ne vem, če jih je res zalilo, ali so se kaj zamotili, malo sumljivi so bili oni. Organizatorji. V Kranju. Ja. Pol, da je zalil, da bo plava, da odpade. Sem mislil, da ne bom raje šel preverjati, da nam slave vole, ker takih pacijentov dosti naletim na njih, ne bo raje sploh ne vem kaj bilo. In pol jaz njim napišem, da odpade, je kačva zdaj narediti, nimava oni povratni kart, nisva jih zavarovala, veš to, ne, ona meni tam. Pa jaz tako tisti gledam, pa se zaderem v kuhno, ženi, ki je glih kuhala, sem rekel, glej, ne morajo priti, ker nimajo kart, ono, kaj naredijo, ne, koncerta ni, so žalostna, ne. Pa
Pa žena rekla, pa napiši najprije, bom jaz nekaj skuhala. Pa sem pa kar to napisal, to je žena nekaj skuhala. Pa sem pa še en stavek dodal, jaz bom naredil koncert na kavču. Klik in pošljem naprej, ne. Polona v knjigi piše, da je skoraj kam zadela, ki je to prebrala, ne. In čez 3 dni sta dejansko sedela na kavču in tako se... In padal je rekel za sabo. Za zgodbo v tem začetku je res dobro in popotovanje v Ljubljano se je bilo pa tudi hudo, ne. To morate brati zelo, mislim, ženska ima občutek za pisanje, dejansko, potem pa še ta malce ameriška, pristna ameriška hudomušnost, kateri včasih si misliš, pa daj, no, vse ne more biti tako, ampak dejansko tako doživljala stvari. Ja, ampak te poti so se potem, ne, potem si šel še ti v Ameriko, pa ona dva sta se vrnila, pa je potem ona, pa ne, ves čas je bilo neka izmenjava in nekje vmes se je utrnilo, kaj pa če bi midva naredila knjigo, oziroma ona je rekla, da bi pisala o tebi, ti pa si rekel prav, ampak piši v Sloveniji tudi, ne? Ja, ona je, pač, pol se ne zdi, ona je, mislim, to je bilo prav ono, moja 10 let stara hči bi rekla creepy, to zdaj govoril, ne sem creepy. Kaj si rekla, Dina? Creepy, creepy, dobro. Ona sedi tam pri večeri in poje moje komade, ta Američanka iz z ameriškim naglasom v slovenščini. Predmestja Dallasa, ne, Fort Worth, ne. Prej ni vedel prav, kje je Evropa, razumeš, ne. In izgovarja in pozna večino mojih pesmi zapojene in ne razume niti besede, veš. Je prav malo grozljivo, ne, tako kot da bi robota gledal kakega, ne. Vse pojem. Ta sploh razume, kaj pojem, kot. Se jasno napiše, da ne, razume, hvala in prosim, in kje je stranišče. Ja. In potem sem imel, da sem pa zapalila za Slovenijo po svetu, ne, veš, in potem sem bez knjige pošiljal v Slovenijo, malo to, ne, pa pač YouTube, vse te internet in to, ne. In potem sem imel jaz nekje v New Yorku, v Washingtonu nekaj nastop, in ona prišla tja, z Teksasa. In potem ne vem, na kateri točki je ta ideja, prav, da bi bilo nekaj pisalo v meni, sem rekel, okej, če boš pisala, pa boš ti pisala, kao za koga to zanima, zdaj to v Ameriki glih brez veze, ne. Omej, ti napiši nekako v Sloveniji, skozi moje oči, skozi nekaj, skozi o ljudeh, ki so okrog mene, mojih, o krajih, ki... Nismo vedeli, kaj bi to naj bilo, veš, mislim, roman, biografija, kako boš ti biografija, to ne moš ti v meni, veš. Zdaj, žanrsko je bilo malo čudno, ne, kaj narediti. In potem, zdaj, okej, pa ti piš, kako ti, kot sem videl, da pač, kakorkoli, ne, precej naivna osebica ona, ne. Mislim, s talentom za pisanje in z volo in zono, zelo američanka, zelo. Nerodna, simpatično nerodna, tako samoironična, vse. Katastrofa. Ampak sem mislil, kako bi zdaj ti videla naš narod, našo državo, vse to. In sem rekel, okej, pa ti kar napiši, kar piši. Jaz ti bom dal namige, kaj, česa se lotiš, ne. Sem rekel, ti boš pisala, fajn v Sloveniji naredimo, v moji muziki, v meni, pač to vse. In še, ko bi jaz prišel v Prekmurcih, pa to, ne. In pa še v Prekmurcih, v Slovencih, v Ameriki, ker sem glih takrat še imel en nastop, eno turnejo za naše, pa naslednje leto. Ker je na mesto koga Rožec cveti je šla v Montrealu, tako takrat, ja. V Ameriki mi je ena knjiga išla, prevode in sem pol tam imel tudi predstavitev. In polno tja prišla in pa je opisovala vse, sem ji dal pač par imen, koga mora srečati v Ameriki, kdo je pomemben tam za te, ki pozna vse to, kako se priseljevali Prekmurci, vse to, ne. In to ona vse raziskala, ne. In so vas rekel, da dobro, pa bi zdaj to šlo, ne bi šlo. Okej, pa napiši, pa smo oba z Evo, z ženo smo pa, kako bi zdaj to ne bilo, veš, da novo glih, nekaj brez vede delali, pa, no, veš, da no glupo izpadlo, pa neumno, pa znaš, njej se mogoče super zdi, pa veš, meni tle pa v Sloveniji jo dobro rekli, je kretena, veš, ne, to komaj čaka, ne. In sem rekel, da napiši en pasaž, en odlomek, en poglavje, ne. In ona naredi tako dobro poglavje, kako je prišla pri nas po prvi večeri, kako je šla na WC. On ni znala
vode potegne. In to je na 3 straneh napisano, to je to ne moreš verjeti. Ampak Vlada, pozabil si, da je prej napisala, kako je skrbel celo pot, ker ni imela copatov. Kot veste, copat ne uporabljajo Američani več ali manj, ne? Ona ima pa še neko čuden odnos do golih stopal, ne, in tako, ne? Ja, ona je brala, ko se je dal te istočnice, ona je brala Eriko Debeljak, ne? Ki opisuje, kako smo Slovenci obsedeni z copati in tak naprej. Pa s prepihom, ja. Ta predznanja je imela, ne, tako da. In potem sem zvedel, to si hudo dobro napisal, rekel, to bo rdeča nit, WC bodo rdeča nit. Tako da, ena od rdečih niti knjige so WC, ne, WC pri nas, pol WC, na Prešernu, v Cankarjem domu, v Beltincih, v eni gostilni, ker je tako odmeni WC, da ne veš, kako, ja bi se sploh ne upaš vode odpreti, mislim, veš. Eni kamni so tam neki, pa ne še Polona je še gledala, kakšen WC. To, če bom zmošila, bo narodno bodo rekli, glej, kakšno gostjo imajo kreslini, sploh si roke ne zna zmočiti. Kaj pa ti kamni, ko moram poprisati, ali kaj vse to? Neki lasari, to sploh ne veš, kako ne možeš mahati, da se... In to tako duhovito vse opisuje, da... Veš, ko priješ v največjo vas in imajo najbolj otmen, najbolj WC imajo polno, kako fuli vodo ga ni, veš, ne. Te cake, in ko sem videl, da je zaštekala, da opisuje, ne, super je, ker je zunanji pogled, ne? Slovenec bi to težko napisal, ne? Tudi s tem humornim. Pa sem živel, da je rezon, da je catch, da lahko naredimo, ne? Kako je, ona je pisala v angleščini, potem se je to prevedlo v slovenščino. Kaj je bila sama, kakšen je bil njen odziv, mislim, je bila sama zadovoljna s tem, kar je naredila, verjetno je bila, ne? Ampak... Ona je to tak nekaj v angleščini napisala, ne? Sem je malo širša, deblejša in večja, ampak seveda, ker ni bilo založnika tam, in pač ona je te razmišljala v Sloveniji, so malo širše, pa smo pač mi šli, iskali, pa smo rekli, tam nimamo založnika, kamo s tem, pol je pa nekdo rekel, da to v Sloveniji, koga pa to v Sloveniji zanima, veš, pa spet sem rekel, če v Sloveniji koga to zanimalo, pa spet moš malo spremeniti, ne. Pa spremenila in pa smo šli k Modrijanu, tako da je Modrijan to v bistvu izdal in smo še malo skrajšali, veš, pod stvari, tako da je bila malo nesrečna zaradi tega, ampak rekla, ampak ko bo v Ameriki šla, bo pa vse šlo, cela. Imate še stik zdaj? Ja, veš, da se. Kdaj pride na naslednji koncert? Ja, ne vem. Zdaj žive vse v straniščih, zdaj moramo nekaj drugega, eno drugo nalogo dati. Pa zelo opisuje hrana, ne? Potem se zaveš, kakšno dobro hrano imamo v Sloveniji, ne? Kaj ona je fascinira. Skratka, Vlado, bi mogoče kaj slišali? Jaz mislim, da je čas. A da bi zapel? Daj, no. Misliš, da je? Kaj, no? Kaj pravite? Ti si izrazila željo za... Sem ne žalost. Ni žalost. Sploh ni žalost. Abel in Kain, jo poznate? A boste pomagali? Se lahko, ne? Mi Prekmurci, ko smo najbolj veseli, pojemo vsi Slovenci vega. Kaj ti to pove? Da je žalostna, ali smo mi zmedeni? Mi nikoli nismo žalostni, da je vesela, ne? Zanimivo, ne? Ja, glej, vse možnosti so odprte. Sence so zgile, težko je zaspati. Jutri pa z njimi moramo ostati. Zdaj tvoje pismo pod poštrom razkrivam, dela se dan. Ni nam šlo glasno kot,
Tam so že najne sanje, reka in del. Včasih se zemlja strese in umiri. Včasih ječijo breze, takrat boli. Nimamo še oblasako, aber nikaj. Molati na drugem svetu. Nama bo fajn, nama bo fajn, nama bo fajn, nama bo fajn. Čudovito zapeta tudi Severo Đurin za film, oziroma slišali smo lahko v filmu Hit poletja, Lajnščkovem, verjetno se spomnite, nekaj let nazaj z Ulo Furlan. Vlado, to je mogoče tako vprašanje, ampak ali imaš svojo najljubšo svojo skladbo? Je kakšna od teh, ki se vsakič znova, ne, tudi ko si sam s sabo vrneš k njej, ki te še vedno recimo napolnjuje? Če bi rekel, da imam, bi bilo res, pa če bi rekel, da nima, bilo tudi res, mislim. Enkrat ja, drugič neverjetno. Verjetno nimam, ali imam. Imam pa nimam, boje. Dobro, in ko jo imaš, je katera? Ne vem, če zmeraj ista, ne bi rekel. Ja, saj to, pa. Odvisno verjetno od razpoloženja, od dneva. Jaz dan zjutraj sem slučajno poslušal radio in je bila My Way, so zavrteli nam. Zjutraj. In sem, veš, potem sem videl tam Miško Baran, kako sedi, ne, za cimbalami, fono. Vse one, ki so špijali, jih vidi, ne razumeš, ne. Danes mi je bila sigurno ta najljubša, ne. Se spomniš, kaj točno veš, kako smo jo snemali, kako smo jo igrali, kako, veš, ono, ne. In kako mi je pol, ko sem zavrtel prvič, Raja to Šerbeđi, v avtu sva sedela nekje. Na enem mrazu pa sem mu zavrtel kaseto, no, da sem rekel, gled, to smo posneli včeraj. Pa pravi, poslušala mi dva tisto v avtu. Pa nije loša, trebalo si malo sporije, znaš, da kažeš, ajde, pa zapališ cigaru, pa My Way. Vse spomnim, vsaka pesem, ki jo posnameš, nosi toliko zgodb okrog, ne. Da jih pol vse vidiš, ne, in še zaradi tega je pomembna za tebe, ne. Kako veš, da muzika stoji, oziroma da neka skladba, neka pesem, da stoji, da lahko odložiš in greš, oziroma jo vzameš vsakeč znova na oder in greš z njo, kako veš? Ja, veš kaj, kako ti komad napišeš, ko ga imaš samo na kitari, ne veš, če pol se ga bojiš posnet. Jaz imam zdaj par komadov, pa se jih bojim posnet, ker so predobri, ja, veš. Ja, ker med snemanjem jo zavoziš, ne. Kaj, izgubi to pristnost, ali kaj? Ja, da. Sploh zdaj ne imaš tisoč in en način, kako je lahko. Tak, ja, zdaj je to enih možnosti, da samo dve tipki na robo pritisnejo, ki je tisoč tam in gre vse, ja, veš, mislim, ne. In gre čisto nekam drugo smer. Zdaj moraš ti vsem tistim, ki s tabo to delajo, razložiti, kako je to težko, ne. Z Gavom nimate teh težav, ne, Đurinom, z njim se hitro ujamete, ne? Ja, vse predločenih pa ne, veš, on je vsem mlajši, on nima teh ostrih robov, kot bi jih jaz rad imel, veš, njega muzika je mehka, ne. On je z te generacije mekejši, veš, on se ne spomni UNRWA paketov, pa delovnih akcij, pa veš tega, ne. On je odraščal let 82, veš, vse super, ne, veš, ko če. Mi smo imeli pa še luknje v čevljih, ne, prekore, ne. Tako da, veš, zdaj, kaj je zdaj dobro, mislim, zdaj, same take imeti zraven sebe, rajši ne, veš, ne. Vem, da enkrat smo snemali z Betinško bandom
In smo bili v studiu Tivoli, to je bil največji jugoslovanski studio, najbolj slaven, najbolj kvaliteten, najbolj vse. Ne. V šale so bile pa tudi hude tam. Ne. In Janči špila, ne, Belo nedeljo, se pravi, legendarno Gloomy Sunday, Summer of our Shadow, Tužna nedelja. In jaz rečem, malo bolj legato, ne, pravimo, Janči sve ne razumete glasbenega, turečnega jezika, ne, in ne vedo, kako hočemo reči legato, ne, legato. In pravi Miški Boranik je noter sedel, Miška je bil pa medij, on je bil pa na sredi, on je bil kavarniški muzikant, ona dva sta bila kmečka muzikanta, ta je bil pa kavarniški muzikant, on je imel svojo sliko, na slike je bil pečat, na pečat je pisal kavarniški muzikant, što je nekaj pomenilo, s svojim bratom in s tremi brati, in so špevali v kavarni Astorija, pa Žarko Petano, pa tam, ne. Ja, ne, in pa pravimo Miški, povejte njemi, ne, bolj legato, ne. Pa Miška pritisne na gumb, pa pravi, onemu, Janči, tak zašpilajte, kak če bi voda plavala. In je bilo, tako ga je dojel, ne, veš, mu je vedel, kako mora povedati, ne. Ker sta bila z istega filma, z istega, veš, kako če reči. No, ampak ti veliko sodeluješ s starejšimi, mlajšimi, sodeloval si z begunci. Pred kratkim si mi na knjižnem sejmu si razlagal lepo zgodbo z mladimi, ki ste kaj nekaj s helikopterjem potem snemali. Ti si gor na strehi si pel, ne vem, šole ali kje, ne vem. Mislim, skratka, dovoliš, ne, da prihajajo do tebe nenavadne stvari. Mislim, če Ruth doprej ne bi odpisal, pač te knjige ne bi bilo, ne. In tako naprej. Skratka, dovoliš. Ena od teh opask, ne, Ruth je Američanka navajena na njihove zvezde, ne, je bila popolnoma frapirana, kako je mogoče, da si tako običajen, tako dostopen, tako normalen, ona napiše, ne, na nek način. Verjetno veš, da se s tem dobivaš, ne, z različnimi generacijami, z begunci, s tem. Skratka, delal si zelo različne stvari že. Mislim, včeraj sem dobil spet enega mladega benda, reči ne povem, enega full-rockerskega benda, če bi sodeloval z njim. Zdaj, toliko teh sodelovanj manj, sem rekel, da malo počakajmo zdaj, ne. Verjetno vejo, da sem za bedarije, ne, da mi ni problem, ne. Da so reklicali teta mali, ki sem mi pol zdaj video spot posneli, če bi mi da se kdaj srečali. So ene 4-letnika gimnazije, mislim, to me je tudi presunilo, ne, in hoče reči, dobre ideje so dobre ideje, ne, in so ono, wow, ki naredijo na obeh straneh, da reči. Zato se splača, kaj ne reče, da nam rekel živeti, peti. Kličejo mene tamale z gimnazije, da bi oni posneli en video spot in bi rabili mene noter, če bi zapel Tvoje jutro, tisto, Tvoje jutro, ne. Se rekel, ja, oziroma ne, oni bi ta komad uporabili. Se rekel, okej, pravite ga v redu, okej. Kaj pa bo to za spota? Rade bi posneli en video spot, da bi motivirali, da bi dali volo do življenja našim sošolcem, ki nimajo vole ne do učenja, ne do življenja. Sem rekel, odlično, vzemite ga, odlično. In oni čez 3 dni me kličejo, da pa še eno prošnjo imajo. Ja, kaj pa? Da če bi jaz v živo to zapel, da bi jaz bil tudi spot. Sem rekel, pismo, imam čas, povedem, sem rekel, da, okej, v redu, prijem. Čez 3 dni spet kličejo. Zdaj še eno, da se zdaj malo skristalizirala ideja, da če bi jaz bil za to, da bi jaz na vrhu strehe njihove gimnazije, da bi gor stal prav na vrhu strehe in bi pel tako matski tak. Sem rekel, ja, seveda, ne. In je bilo hudo, ne. In oni so bili tako na oknih vsi, cela šola, mislim, 2 razreda, jaz sem bil na strehi in so peli ta komad. In sem pogledal in so res naredili tako, da optimističen maksimalno, ne. Tale gimnazija pri turistu, pri RTV-ju.
Ledina. Ledina, ja. Poglejte spod, vsi smo ledina nekaj dan. Tista stavba je kar visoka, ja? Ja, pa super na streki biti, ne. Neki helikopterček letom, ampak hočem samo to reči, da veš, ne, da te ukvarjanje z muziko mladega več drži, ne. Zdaj, na primer, na tistem snemanju, ko sem prej omenil, ne, voda plavala, je Miško Baranja, cimbalist, ne, imel slušalke na ušesu, ne. In ko je bila miza, je bila tam za milijone evrov, mark takrat, ne, največja miza, ona šalna miza, vse to, noro, najbolj moderno. Aco Razbornik, najbolj slavni snemalec, Belo dugme, prvo, drugo, tretje plačo, vse on snemal, ne. In Miška pravi, nič ne slišim na desno uho, ne, imel slušalke dol. Nič ne slišim na desno uho. In Aco tako, en gumb dol potegne. A zdaj slište? Ne. Aco, drugi gumb. Slište? Ne. Tretji gumb, ne. Četrti gumb, ne. Aco pravi, oj, jebenti, čekaj. Pa gre spodaj pod tako nekaj, da šraufa. A zdaj slište? Ne. Ne. Jebenti. Aco začne, prvič udari po mizi. Spet šraufa. A zdaj slište? Še ne. Pol Aco že prvo psovko izbaci, ne. Tako malkensko govori. In se vrže pod mizo in šlajfa nekaj spodaj. Zdaj pa sigurno bo. Slište? Nič ne sliši na desno uho, nič ne sliši na desno uho. Aco že razpisne, koliko sem dal za to mizo. Gre spodaj in spet 3 kable ven in prešalda, cap nazaj in prije nazaj. A slište zdaj? Miška pravi, ne slišim. Pa tako sam sebi. Se ne morem slišati, ker sem že 30 let brez desnega tegale. Bobniča. To so bile take, ne? To je to, ne? Če bi se midva kdaj srečala, to je tvoj zadnji v bistvu, ne? Zdaj najnovejšim. Nekaj slišala? Ja, to je... Kaj te moram danes nekaj prepričevati, da igraš? Ja, kaj pa vem nekaj. Mogoče se misliš, da se mi ne da? Ko začnem govoriti, pol me nekako bolj zapaše. Govorite. Če bi imela se kdaj srečala, kratke zgodbe, premajhne za dva. Če bi imela se kdaj srečala, kot roman, ki se srečno konča. Enkrat ob 5 popoldne, tam dol pred bifem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna, bi mimo prišla. Če bi imela se kdaj srečala in bi muzika špilala. Če bi imela se kdaj srečala, tisti večer sobe za oba. Ti bi v kotu sedela z najboljšo prijateljico, pila bi tonik in džin. Pa še en dodatek in folk ves razkurjen, jaz pa neroden fin. Če bi midva se kdaj srečala, a bi bil ta samotni večer. Če bi midva se kdaj srečala, a imela bi sina hčer. Bi se zunaj trnilo in rahlo rosilo in bil bi večer, kot je zdaj. Bi se zunaj trnilo in rahlo rosilo in bil bi večer, kot je zdaj. Bi se zunaj trnilo in rahlo rosilo, če bi midva se kdaj srečala. Da srečala.
Ena taka pomembna epizoda v tvojem življenju so bili Martin Krpan in me zanima, ali je njihov konec kakorkoli povezan s tem, da ste bili pred skupino Bobu Dylanu, drugič, ne, takrat že v Ljubljani, če se ne motim. Potem vas pa ni bilo več. Mislim, to malo špekuliram, ampak vendarle, no. Bob Dylan je na nek način tvoj idol. Dvakrat si imel to čast biti pred skupino, pa nikoli ga ni srečal menda, ne. Kako je to? Ja, veš, to je pa že malo. Jaz sem se hecal, sem rekel, da zakaj smo razpadli, ker v Sloveniji pač ne, da je nekdo razpadel, kar tako pa so še prijatelji, to ne more biti. So sigurno skregani, ne? Ja, sigurno so skregani, ne, veš. Se zašalil sem rekel, da smo nehali zato, ker smo z Dylanom igrali več ne moreš, ne, to je performing, kačeš. Ampak ne, mi smo, ne vem, niti se ne spomnim, zakaj, mislim. Minilo. Toliko smo igrali po tej državi, ki ni tako zelo prostrana, ne, da sem jaz poznal v publiki vsakega, razumeš, če sem. Ko so prišli špilat, mi smo na Primorskem igrali 2-krat do 3-krat na teden, vseh onih vaseh, glavne tam se je igralo, ne. In ko so publika prišla na špil, se vprašal, brat že prišel z vojske, ja, dva sta se ločila, to vse sta živela, ne. Navličili smo se pol tega, ne, ti greš naprej, ne, pa smo še eno tako plato naredili, ki je bila malo pretežka, ne, na nic, kaj sem, pol sem je že britniško bandu malo imel, ne, ima že malo te žalostinke, kot je Ciril Zlobec enkrat rekel, nenavadne žalostinke, so me bolj začele okupirati. Da tisto galamljenje brez veze, veš, mislim, sem zelo brez veze, mislim, da vsi igrajo rock, mislim. Cel svet igrajo rock, pa tlek se meče, tistih 6 akordov in to je zdaj rock in kaj zdaj to, veš, mislim, so what. Veš, spominčice 100-krat večji rock po blues kot vse tisto skupaj, ne, če to pogledaš, veš, kot pol tega rocka, ki se vrti, ne. Ampak vse ima svoje, vsako obdobje življenja ima svoje, ne. Tako da mislim, tudi rock je super, mislim, zdaj tudi mi igramo z bogovi, žgemo kosa tam še zmeraj, ne, veš. No, kaj pa ta zgodba z Dylanom, ne, si človek predstavlja, da če si v predskupina, pa najmanj vsaj, ne vem, popiješ kozarec vode z njim, no, po vode seveda ne, ampak pač nekaj, ampak ne, nisi ga srečal. Z njim to ne dela noben, ne. Se usami, ali kaj, pred koncertom? Ja, on je tak tip, ne, jaz sem s parimi govoril, ker so z njimi špilali pred njim, pa tam. Mislim, pač vse, lonely on the top, ne, on je sitting on the top of the world, znaš, mislim, res. Jaz sem to mi dosti samotno, ni, če si sam. Ja, verjetno, mislim, ampak zdaj ima spet novo platform, dela te plate, veš, to je novo, ne. On je res poseben človek, mislim, moramo z našimi vatli ga ne more, jaz mislim, da ga ne moramo odmeriti, mislim. Kaj vem, zdaj, Joan Baez je bilo precej kritična do njega bila, ne. Njegova bivša, ne? Še ne, pred njim špilala 2 tedna, pa ga ni srečala. Sem bila tako rekoč poročena, veš, mislim. Tako da, kaj češ, to je strange ways. No, ena od meni se je bila taka zanimiva epizoda, tudi deloma opisuje Ruth, je to, da so te, ko si bil v 6. razredu, če se ne motim, so te potem že iskali, policija, pa vse, ti si pa prespal pri ciganih. Ne, pri cirkusantih, pardon, to si verjetno so pri ciganih. Ja, ne bi rekel, mislim. Kje sem našla zdaj cigane? To je bil, Podzavestno želje. Cirkus Adria je bil zelo veliki cirkus, ne, jugoslovanski. To je bil, takrat so že oni ta veliki cirkus že razpali, to je bila ena veja cirkusa Adrije, ne. To je kultni cirkus bil, ne. A mislim, prav gotovo so bili vagabundi in, veš, neokrotljivi ljudje, tisti tipi tam, zato me pa privlačilo tja k njim, ne. To me je privlačilo, da ne. Potem sta s tem tvojim najboljšim prijateljem Pištekom celo sodelovala, ne, v eni od predstav, ki so jo porabili kot asistent ali kako že. In potem si ti pač prespal z njimi, mama pa je verjetno doma živela se. To veš, enih stvari ne dojameš, dokler nimaš svojih otrok, ne. Ti si pač samo prespal, veš takega. Ampak to prespal v vas, prespal, sem to ne rekel, da sem prespal. Šel sem ribe loviti v najbolj nevarno reko v Sloveniji, razumeš, ne? Tako kot Tom Sawyer na Mississippi, ne?
kako se je končalo tisto, ko ste zglumila, da ste se utonila, In normalno, da kot starš misliš, če ga ni nazaj, no, da je utonil, ne. In zdaj, če se zdaj predstavljam, gledam moje starše, mislim, kako so sploh preživeli to, ne. Da so nas cel noč gor in dol ob morju iskali, kje truplo iščeš od svojega otroka, pa se ti zmešljam, če zdaj gledam svoje otroke, ne. To mora biti hudo, mi pa fajn, ko pa je narobe, kaj narobe, ne. Muzika je pač tvoje življenje, jasno. Kaj ti pomeni danes muzika v tem trenutku, poleg preživetja in tako naprej, tisto? Vračanje k črni kitari, v glavi, v srcu. Pa kaj da rečem, zdaj, prej sem šel od doma, sem dal mojemu sinu v roke za prebrati, ki sicer včerke požirajo knjige na tone, on pa ravno ne. On je pa košarkaš. On je košarkaš, pa bolj vizualen tip je doma, ki sem mu dal od Miles Davisove biografije na zadnje 3 strani tam čist pred koncem, ne. Sem rekel, glej, Miles Davis, to je ta tip na slonci, poleg Luthera Kinga, poleg Joe Louisa, poleg tvojega košarkarja Air Jordana, je on od teh, ki so emancipirali, on je navdušen nad črnce, veš, on je košarkar in on tako, enkrat je tako, sem slišal, tako je pogledal, se pa rekel, ja, če bi jaz imel mišice od črncev. Kaj bi pol lahko zabijal. Koliko je star zdaj naj? 20? Ja. Ah, ne, 16. No in sem rekel, gled, to preberi, ne. Potem sem se, hvala Bogu, spomnil, da to, kaj je rekel moj prijatelj Ahmed Burić, ki je Sarajeva en, ki ga naj zelo brajta, ne, ker pač to, kar oče reče, mogoče nekaj teže, verjetno nima, ne. Vsak več, to preberi. Bure je rekel, da je to učbenik življenja in muzike, ne, ta knjiga. Se preberi te 2 strani, ne, ki govori o tem, kakšen rasizem je v Ameriki, kako je on gledal skozi na belce, kakšen razlika med belce, črnce, skozi je knjiga je polna tega, ne, kako so jih maltretirali glasbenike črne in tako naprej, ne. Se rekel, no, upam, da zdaj mogoče v 3 dneh mogo uspela to prebrati. Ampak hoče reči, jaz sem se angleščino naučil čez muziko, razumeš, ne. Nove besede, ki jih učim, ne, ta male v angleščini, če kak magam, ne. Samo naslove komadov jim citiramo, veš, mislim, ne. Mi, ko nismo še imeli plošče leta 74, zdaj sem najdel tako knjigi, so se najdel, ne, sem si naslove pesmi sem si pisal. Znaš, da bi imel tisto ploščo, ni v snu, mislim, še tudi slišal je nisem, ampak naslove pesmi, angleške, kakšne pače. Ti si jih pa slišal na radio, ali kaj? Ja, na radio, mislim, na radio Zagreb, pa na radio Ödraj, ne, na Ljubljani Neglih, ne, pa na Luksemburgu, ne. In hočem reči, sem vse gledal skozi popularno glasbo, ne, celo, tako sem pol padal noter v angleško literaturo, v ameriško, veš, mislim, pa sem že to študiral, ne, in jaz sem skozi popularno glasbo gledal, ne. Skozi blues rock, mislim, pač te stvari, jazz, blues. Tako da mi to meni pomeni, ne, mi pa ne pomeni to, kar mi ljudje sprašujejo, katero glasbo zdaj poslušam, in pol meni nerodno odgovoriti, vsi, ki v intervjujih sprašujejo, katero glasbo poslušam, meni nerodno reči, da ne poslušam nobene, ker samo gasnem vse doma, samo da je tišina, razumeš. Poznam. Poznaš, ne? Ja. Tako da zelo redko me kera glih toliko zašarmira, da bi doma moral poslušati, veš. Pa vse, pa v avtu poslušati čas, vse toliko skompresirano, vse toliko je šundra, toliko je, toliko je. Takrat smo iskali muziko, takrat smo se borili za njo, ne, zdaj ti v glavo mečejo, kjerkoli, mislim, ne, priješ v savno, pa ti vrtijo v savni, ali na smučišče, pa na plaži ti vrtijo muziko, to je samo če se sovražaš život, ne. Veš, mislim, da je res katastrofa, ne. Imaš ta občutek, da je pravzaprav v popularni muziki že vse iznajdeno, vse napisano, vse na nek način narejeno, ne vem, jaz se dostakrat pogovarjam tako, ne, mlajši glasbeniki imajo to težavo na nek način, ne, pa saj je že vse narejeno, kje je še presežek, kaj še, razen tega, da ostaješ iskren in na tak način pristan, ampak kaj je še, kaj recimo se še da po tvojem mnenju narediti v popularni muziki v tem trenutku? Ob vsej tehnologiji, ob vseh idejah, ob vsej dosegljivosti, ne, zdaj je vse dosegljivo na nek način. Ja, to imamo vsi problem, se tonov je tudi omejeno število in tem se odkrijejo te world music, veš, mislim, odkrijejo ljudsko muziko, mislim, ne vem,
Mislim, vsi, ki delamo muziko, imamo s tem problem, ne? Zato tako, ki se ne bi radi ponavljali, ne? Jasno. Seveda, v popularni glasbi je dosti interpretacija, ne? Mislim, ni, naprimer, če se spomnite zdaj, prej so imeli Elvisa. Elvis je lepo pel, ne? Elvis je moral lepo peti. No pa lep je bil, čakaj. No dobro, on je pel neumne tekste, ne? On je pel take bedarije, da je moral lepo peti, ne? Naprimer, ko je prišel Dylan gor, je bilo kaj poje, ne? Je bilo besedilo važno, ne? Ni važno, kako, mislim, važno, ni glih Dylan, ne, kakšen pevec, ne? Hočem reči, nekoč je bilo kako, zdaj kaj, ne? Tako da, fajn je, če je oboje sicer, ne? Če je oboje in hočem reči, da je v popularni muziki interpretacija važna, ne? Koliko jaz gledam, ne? Če jaz koga gledam, ne? Jaz sem zdaj imel srečo, da sem 29. novembra imel rojstni dan in sem se, ko sem se jutro izbudil, sem po špilu domov prišel pozno, na 3-4 in ob 10 so mi to mali dali darila in to. In neke rizbice, pesmice, vse to, veš, ne. In žena mi je pa dala tako neki zavitek, nekaj pogledam, kaj je to. In vidim karte, oziroma vidim O2 London, Morrissey, moj najljubši pevec. In se zdaj mogoče niti ni več toliko, pa bil je, okej, ne res. Tip, ki ne samo doma imenitne podajanje pesme, ki ima imenitne tekste, čist svoj način petja, ki je v 80 letih svojim bandom The Smiths je revolucijo naredil v tej bandovski muziki, trio, bas, kitara, bome, ne. Je tip, ki je zelo aktiven javno, razumeš, ki se bori, njegove ploče so Meat is Murder, to veš, mislim, zdaj. Je vegetarijan, strogi vegetarijan, angažiran, mislim, tip, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja na svetu, ne. Hoče reči, on ima kredibilnost, ne. On ima milijone publike, razumeš, on v Zagrebu, tam je igral za 25 tožen v Londonu, bil v Zagrebu je igral za 200 ljudi, nekaj da, hoče reči, on nima poslušalcev, ampak ima followers, nima listeners, ne. Imaš tiste, ki se s tabo absolutno strinjajo, ne. No, hoče reči, tako sem jaz gledal, kaj je to, in sem imel karte za zvečer v dvorani O2 v Londonu za Morrisseya, ne. Me kap zadela, ne, so v Bosni, potem sem došla takoj v Zagreb na EasyJet in sva bila žena v Bosni, že polni dvorani sem gledal tega tipa, ne, prvi življenju, ne. In on zdaj celo rakama in se noče niti zdraviti, ne, noče se obsevati, ne. In pol, ko je eno pesem zapel The End, na koncu je rekel, Remember me by my music, but by what I am, not by my fate. Spomnite se me potem, kaj sem jaz, ne potem, kakšna moja usoda, ne me zdaj, pač, ne, ampak ni to, nič drugega ni govoril o tem, ne. In hoče reči, jaz, kako jaz gledam. Meni so všeč tisti ljudje, tisti glasbeniki, s katerimi bi jaz rad šel na pivo, ne, veš, ne. Da mu verjameš, ne, nisem tem, da ti lepo poje, ali pač nekaj, mislim si, lepo poje marsikdo, pa so vat, veš. Ampak, da se nekoč so rekli, da če bi združili celo Ameriko v en glas, kdo bi spregovoril s tem glasom, ne? Ta glas bi bil verjetno Willie Nelson ali pa Johnny Cash, ne? Johnny Cash je umrl, Willie Nelson še živel, Willie Nelson je en tip s takimi lasmi, sta 80 skoraj, ne, country až, v bistvu country muzika pa, ne, če bi vse črne, bele, vse združil v en glas, bi to verjetno bil Willie Nelson, ne. Ker mu ljudje toliko verjamemo, toliko zaupajo, ne. In da še zmeraj nastopati, ne, tako zelo že hripal, ampak, hoče reči, verjetno gre za to v popularni glasbi, da mu verjameš, ne, da mu zaupaš, da se strinjaš s tem, kar on zastopa, da imaš to kredibilnost, ne. To je popularni glasbi, po mojem, zelo pomembno, ne. Kljub tistim premalo tonom, ki smo jih že skoraj vsi obrnali gor pa dol, ne. Počasi bomo šli proti noči. Seveda, vabljeni, da tudi vi postavite kakšno vprašanje, ampak mogoče, Vlada, še to, zdaj, ko greš v Beltince, poleg tega, da greš pogledat svoje, kaj greš še tja? To je še vedno tvoj dom, Mura verjetno je še vedno nekaj, kar ti teče po žilah, kako drugače. Kaj greš v Beltince? Zdaj vidim, da si odprl
povest o Bektiški bandi, Vence? Ja, veš kaj, po mojem je tako, da starejši si bolj iščeš one prijatelje, čim bolj greš gor, čim naprej, čim bolj nazaj, ne. Tem bolj iščeš one zvrt, ne vem, zvrt so zelo šole, ne. Če ravno je zelo malo tem, v kateri so z njimi pogovarjaš, če ne kupiš spet športske novosti, ne. Ampak nič hudega, rajši si skoraj z njimi, kot z enimi, s katerimi imaš pa 100 tem, ne. Pa zakaj? Mislim, zdaj, jaz ne vem, če bi lahko skozi tam bil, ne, to je verjetno težko, ne. Mislim, pač, ker nisem tam, zato, ne, jasno. Lahko še eno preberem. Ta je prav zabavna, no. Tle spet vidimo, vidimo to, njihove zafrkancijo. Nekaj smo šli leta 92 na zimsko olimpijado v Francijo. Smo predstavljali državo, mlado, ambiciozno, ki je naložila starejši del bande v avionček, mlajši del moja mama, oče in so šli z avtobusu, se vozili na 30 ur. Mlajši je bil takrat 60-letni, ne, vemo te. Ja, mogoče malo, ne vem, kak je bil fotor, ja. Ne, jaz sem šel z njimi, ker sem bil pač vodja puta, ne. In olimpijada. Zdaj, morate si predstavljati, kako so on, Miško Brn je bil cimbalist, on je bil isti kot Hitchcock, zelo, zelo podoben. Lepo je lepo, samo to bi trebalo vse fajn zravnati. Je Miško opisal Alpe. Po mojem dolgotrajnem prigovarjanju, naj vendar že pogledajo skozi okno. In je pilot rahlo nagnil vladni aeroplanček, ki nas je peljal na zimsko olimpijado v Francijo. Olimpijada, kako olimpijada, so se fantje strinjali. Samo malo bolje se trbe oblečiti, ker je zimska. Miška pa je dodal, znaš, kakšna čast je to za Prekmurje? Samo što, da v tistoj dolgoj povorki cimbale nosil, mi vas vladajo Ženeva. Tesnobo prvega poleta je pregnal s konjakom in bomboni, ki jih je odkril v nekih predalčkih, ter potolažil oba kot Cipra in to neka. Ja, dečki, pilot pravi, kakor nemo ostali. Zaradi megle ali nečesa že smo pristali v Lyonu na mesto v Grenoblu in na pisti nas je pričakala rdeča preproga s šampancem. Takoj sem se slutil, da nekaj ni v redu. Fantje pa mrtvo hladno, kot kakšen Humphrey Bogart na Oscarjih, izpraznili kozarce, misleč, da je tako pač na vsaki vožnji z letalom, se rokovali z nekimi prijaznimi gospodi in odracali v lobi med zastave. Čez pol ure so pristali ministri prve slovenske vlade in se rokovali z nami. Po nekaj letih mi je nekdo zaupal, da je prišlo do zamenjave. Ampak gled, oni so tako gospodsko obnašali, da nobenemu onek ni bilo, tam je župan bil, pa ne vem, kdo še celo, so že to pač ne. Oni so takšen stil so imeli, ne. Oni so to že zriktali, prav so prišli Peterle, pa oni smo se nismo rokovali s Peterletom, ne bilo. Je kakšno vprašanje morda? Razen tistih 1000, ki jih ne boste izrekli, no tako obstajajo. Vlado, a lahko kakšno glasbeno željo? Ja, če bo znal. Črno kitaro. Kakšno drugo? Belo nedeljo. A bi šlo? Brez violine sicer, ampak probam. Bela nedelja v mene spokojni,
tudi v nebo. Črna kočija te vzela je v nebo. Vem, da te angeli več ne pustijo čez, naj dovolijo, da pride samo še jaz. To nedeljo. Naj danes končam se to, potem pa, ko solze iz sveče zasvetijo, zapojte mi raje, da slišim vas v nebu. Draga naj moja ti pesem ne skruni sna, tišini poljubiva se vma. To nedeljo. Preden se razvidimo, Vlado, tvoji plani, trenutni, kaj počneš, kaj je tisto, kar te v tem trenutku najbolj osrečuje, poleg tvoje družine, seveda, govorimo o glasbenem smislu, je kaj takega, kar je tak izziv, da te, ko se zjutraj zbudiš, pa rečeš, no, so pa dober dan, ker je treba še to, oziroma ker si želim še to. Ja, jaz zvedaj, kaj mislim, ne. Veš kaj, to nam rekel pri tem poslu, ne, ker to ni pravi izraz, ne, ampak pri delanju muzike, oziroma muzike kot nastopanje in kot snemanje, komponirati pesmi, ne, delam, je toliko enih stvari, ki jih moraš narediti, da nekaj rada, veš, ne. Tako da skozi moraš delati, ne, mislim, zdaj, kaj ne rečem, od tega, da imaš 10 osnutkov enih, pa mogoče en komad, če rada, veš, se že vesel, ne. Doma kile in kile popisanih listov, od katerega niti en stih ni v redu, pa tako naprej, ne. Tako da je skozi, mislim, da je kako je. Veselim se, da en orkester v Barceloni, ki igrajo klezmer pa cigansko glasbo, bi radi posneli 2 moja komada. In grem v Barcelono za par dni, ki bomo snemali plato z njimi. Še nekaj te ciganske klasike. Oni bi radi to, mislim, super band, odlično se že nastopil z njimi. Te stvari, en prijatelj, ki je bil tudi v Cankaru gost, en Kubanc je posnel črno kitaro, no salso, to smo zdaj videli, spod snemali pred par dnevi, je hudo, torej izpade čist noro neki. Kje ste pa snemali? Veš kaj, te salsa... Mrzli v Ljubljani? Salsa plesci, ne? Plesci mi pravimo, salsa plesci imajo te svoje klube, pa plešajo okrog, ne? Ampak tu v Sloveniji ste snemali? Ja, in... mislim, imam par, kaj bo je. Letos bom kar dosti potoval, tako da imam kar precej povabil okrog. Kako pa je igranje zunaj, ne? Sploh, če igraš pred slovensko publiko, eden delček opisuje tudi Rud, ko si bil, mislim, da v Clevelandu, ali kje že, ne? Kako je igrati, recimo, pred Slovenci, ne? Danes je čudovita publika, oziroma obširna, obsežna, številna. Kako ti je, ko greš pravzaprav na drug konec sveta, v slovenščini, v prekmurščini, s svojimi ljudmi? Je verjetno posebno na Ja, veš kaj, zdaj mogoče je, v začetku je bilo pa tudi malo škakljivo, ne? Kaj bo to zdaj, kje ima pa harmonko, ne? Taka muka je. Prav kritično, ne? Poljena prišla, tako, ko sem že špilal sem en komad od naš prekmurski, ne? In ena prišla gor, garderob, blondink, blond. Kaj je zdaj to, kar sni? Nazaj gor noder, pa še enkrat odigrat.
Sem rekel, se heca, sem rekel, bo fajn, gremo bil še enkrat. Še enkrat tudi igrati, se upravičiti. Smrtno resno. Sem mislil, kaj narobe, sem mislil, se heca, veš. Pa se komaj zdaj izvekel, da ko ni bilo vrejo, da to svoje na lučna noč, ko sem to špilal, da to se tako ne igra. Kako se bo igra? Kako se to igra? To je sramotno, ko ste vi to zaigral. Kako se bo zaigral? Ja, tako kot je original, kot Brandy zaigral, ne? Pismo in pol sem je nekako, mislim, ne, se nisem upal, šla, pesna je šla ven z gadroje, pa nisem upal ven, sem mislil, če tam je 500 ljudi, če vsi tako mislijo. Pa ne grem ven, znaš. Kar ni harmonike bilo pa to, ne. Cleveland je to, veš, ko oni imajo v Clevelandu je vse s harmonik narejeno, hiše, torte, vse. Oni imajo muzej harmonike, oni se zdaj grem spet, igram, imam meni veliki koncert, ampak zdaj z nikom harmonikaži, se igrajo moje komade in vse, veš. Zdaj te tipi, ki dobivajo te awards njihove ameriške, ko so že te. Ker so že glasbene nagrade. Ja, greme, tip ima greme, pa boš bilo moje gramo, veš pa to, ne. Stari gospodje, ne. In za Jankovićem je en drug, ni več Janković za en drug. No in zdaj mu šel in zdaj bo to okej, ne, takrat pa ni zaupal ven, ne, sem mislil, kao, če zdaj si tako mislijo, kao, katastrofa. Ampak potem sem nekako vseeno do šanka, sem se nekako prošvercal, ne, in pol, ko me je prvi potrepljal, sem, potem še drugi potrepljal, tretji, pol je dobro vredo. Ona je malo čudna prstenjaka. Ampak potem so se mi upravičili, v cajtegu njihovem so se mi upravičili, ne, ja, za njo, da naj ne zamerim, ja, res, da naj ne zamerim neljubega dogodka. Next time, when Christine will come, ko bom naslednjič prišel, bo njegovo ime napisano v istem stavku z Avsenikom in Slakom. To je pa tam zakon. Ja, in zdaj, ko prijem tja, je okej, sem kot doma, ne. Avsenik, Slak in Kreslin. Tako za konec, Vlado, a si lahko ti zaželiš, katero boš zaigral? Ja, ne vem. Pa bi publika kako zapela. To je bilo nekaj. To je bilo. Spodobi se. Katero pa bi? Katero bi? Katero znamo? Ja, vem, ker vem. Eno daš. Lili Marlenijev. Ne, da, eno optimistično. Eno optimistično. Ja, pravi, da bi. Eno. Pojmi pesem. Veselo, žalostno. Ne? Eno pesem, rad bi napisal pesem, enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Brez šoferjev, ki skozi šipe grozijo, brez slepih, ki pametne učijo, prazniki z mesom iz dodrov, kravat, ki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek grozno sobi. Nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek grozno sobi. Nekaj pa je še takih ljudi. Verjamem, in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da mi nekoč bo zadela, prijazna bo segla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Nekaj pa je
še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. In kar nekaj je takih tukaj danes, a? Verjetno. S čim bi te razveselili zdaj, naprej, da se poslovimo? A če mi kaj Da zadevi? čist sami zapojejo, a? Čist sami. Pa resno. Pa so se ti že Mislim, da zgodilo? bi se lahko zmenili, Kero. Zadnji so ti A to otroci možno? peli. Se spomniš? V Cankarju v domu, ne? Tržač iz Trsta je prišla deklica, ki ti je pela, kaj je že pela? Kaj je že bilo? Zvezdice pele. Ja. Da vi vidite mala deklica, kako je to pela. Ja. S Trsta pač, ne? Morje, karakter, veter. Jaz sem tako vedel, da so Slovenije, moram te podporci gledati. Ja, tako je Začeli zelo. pet, sem rekel, te pa nisi skrajci. Pogledala Sem sva res se. trsta. Čisto malo čez meje, ne. Kako so peli, zgodno šli pet. Malo, ne, kako malo treba. Ja, no, s čim bi te razveselili za konec? Ne, se samo že zacelili, da so prišli, mislim, to je... Veš, kar najbolj žalostno je, če artist brez publike, ne. A ni to hudo. Se ti je to kdaj zgodilo? Je prišel, če se mi je zgodilo. Ja. A to se mi je No, pa ne prvih ja. 10 let. Čakaj, potem. Ne, ampak se spomnim za Richard Flanagan, je en imeniten pisatelj, največji avstralski pisatelj, zdaj je dobil spet največjo angliško nagrado in sem bil ful prijatelja velika. In če kje v Evropi zmeraj prije še do nas in to. In vem, da je enkrat bil gost te naše jame pisateljske. Vilenice in tam, ne. In bolj so bile te debate, ne, kaj je umetnik, Slovenci, kako to začnemo, ne, umetnik, kaj je umetnik, kaj je pisatelj, to so take analize, da te glave ne bole. In bolj je on vprašal enega slovenska pisatelja, ne, kaj je umetnik, pa je rekel, to mi je rekel, yes, but I think that the artist is someone with the audience. Mislim, da je umetnik nekdo, ki ima publiko. Sam Brandy ima tudi, veš. Ja, Brandy. Ni tako, sem bil umetnik svojega načina. Zelo Sam tiskal mat, ona ni vedela, kdo je prvi, a veš, to je... Vem. Ja, to je, ko jaz igram časnik s temi od Dubliners, ne, onim starimi, ne. In oni prijejo gor na oder, in potem, kjer bomo zdaj? Potem začnemo ono. Whiskey in a jar, ne. Now, whiskey in the jar of Metallica, ne. Ker Metallica je naredila priredbo tega Whiskey in the jar in pol tista mlada publika, Metallica! On se pa sam tako smeji, ne. Veš, mislim, kaj češ, ne morejo vsi mladi, vsi vse vedeti, ne. Zato moraš biti nekaj časa na svetu, pa še No, še takrat se, če veš, pa si tiho je v redu, mislim, imaš fajn, ne. Jaz mislim, da je čas, da se počasi poslovimo. Vlado, najlepša hvala za vse to, pravzaprav za ta nasmejan večer, za vse te štose, ki si jih, ne samo skozi knjigo, ampak tudi skozi tale pogovor prinesel danes med nas. In verjetno bomo nesli to domov, jaz vem, da bom. Jaz sem se že smejala, ko sem brala, ampak ko ti poveš, je pa čez nekaj drugega, to je pa že bolj hecno. Ja, veš kaj, to je... Alan Taylor je pa spet en model, ne. Alan Taylor je pa tudi en Anglež, da pred 3 dnevi smo bili na to, ker sem rekla, kar je, z njim tudi nekaj delava, ampak ne, zdaj prišel z Londona, je prišel, v Gorici nekaj delamo, na oni strani, z enim dirigentom. In on je bil v Cankarju gost pred 2-3 leti in je ponovno razlogal, kako sem videl en komad napisala, ne. En komad malo na ploči, kako reči, Let the Music Flow. Ja. Tako prijateljstvo, on po angleško, jaz po slovensko in to. In ponovno razlogal, kako je nastal ta komad in to nekaj malo, in potem Cankar vpraša, a je bilo, Vlado, je bilo tako, ne?
sem rekel, ja, približno, ne. Ker sem se pol spomnil, kaj je on meni rekel, ne, angleški rek je rekel, don't let the truth to kill a good story, ne dovoli, da bi resnica ubila dobro zgodbo. Malo drugače je bilo, pa štajma res. Tako da, mogoče zato boljše, ker jaz pol še malo naložim zraven, se še kaj zmislim. Po stvari ne vem, če je bilo res, ali zdaj že več ne vem. Ampak sej je, važno je bilo res. Če se ni zgodilo, moralo bi se, ne? Bi se zunaj temnilo in rahlo dosilo in bil bi večer.